Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli na ta poseben dan. Smo se odločili, da vas ne bomo tukaj spodbujali k temu, da dejte pojesti še en piškot, pa dejte še eno potico, ki je tako dobra, ampak vam dejansko damo predloge za kakšne življenjske izzive. In evo, danes smo za vas pripravili 10 življenjskih izzivov, ki vas bodo obogatili, notranje obogatili, zaradi tega, če že ne druga, boste imeli občutek, da ste res boljši človek. Tako da evo, imamo večje in imamo manjše izzive. Bomo začeli mogoče kar z malo večjim. In večji izziv je, da prehodite Jakobovo pot v Sloveniji, mogoče v naslednjem letu. Zdaj, zadnja leta je precej popularen ta Camino de Santiago, ampak lete, ne rabite do tja, verjetno tudi ne morete trenutno do tja. Jakobova pot po Sloveniji pa je krasna in verjamem, da letos, če ne druga, to nam bo pa že uspelo, da se jo prehodi. In kot vidite, gre pravzaprav čez celo Slovenijo in vse več ljudi se odloča za to in celo neki projekti se pripravljajo, da bi bilo to še bolj znano. Tak, zanimive zadeve. Naslednji življenjski izziv, ki vam ga na ta poseben dan posredujemo, pa bi bil ta, da se sprehodite po Žerjavici, lahko kar z nami, mi to vsako leto organiziramo, pravzaprav kar jaz osebno za svoj rojstni dan in potem povabim še gledalce, pa potem malo plešemo okrog ognja, se imamo fajn in na koncu se sprehodimo po žareči preprogi in zmer je vse v redu, ne, tako da vam povem, ker ponavadi se ljudje sprašujejo, kako da ne zgorite. Ja, očitno že nisem ta prava čarovnica, drugače bi vsak let zgorela. No, ampak samo da ne izgorimo. In gremo torej na naslednji življenjski izziv. Ta dva sta bila kar močna. Zdaj, naučite se meditirati. To vam lahko uspe z nekaj volje in discipline in bo bistveno prispevalo k zdravju celo in seveda bolj mirnem življenju. Januarja bomo imeli vikend za dušo, meditacijski vikend za začetnike v Strunjanu. Mogoče ga bo treba prestaviti, če ne bojo še ukrepi taki, kot bi morali biti, ampak vikend za dušo, za meditacijske začetnike oziroma za meditante je res krasna zadeva, sicer pa lahko začnete kar sami doma čim prej. Naslednji življenjski izziv, ja, kaj smo še pripravili? Torej, da skočite s pečine na Kamenjaku. Tole bom jaz prihodnje leto, sem si pa letos dobro nagledala tale Kamenjak in dobro sem si nagledala tudi ljudi, kako skačejo dol. Mislim, je užitek, vsekakor je užitek. In zgleda pa precej grozljivo, sploh si ne predstavljam, kako grozljivo zgleda, ker dejansko narediš tisti korak in potem skočiš. In nekaterim gre zelo dobro, kot lahko vidite. Tako da evo, še en življenjski izziv. Gremo na naslednjega, mogoče na kakega, kar lahko v svoji regiji pa občini delate, ne? In to je vsekakor naslednji. Nekomu polepšate, mogoče še ne naslednji, no, nekomu polepšate zadnje dneve življenja. Neverjetno je, kako lahko človeka opolnomoči vse to in Hospic ima številne programe, številne načine, kako se lahko usposobite za to in dejansko pomagate nekomu pri tem. In naslednji življenjski izziv, ki vsekakor tudi bogato obogati človeka, je, da si privoščite vsaj dan, mogoče začnete z parim uram, če ste tak, ne, fejst navezani, vsej nekaj dni, vsej nekaj tednov ali pa če celo, wow, en mesec, digital detoksa, torej digitalnega razstrupljanja. Tukaj vidite tudi nekaj znakov, ki opozarjajo, da je res nujno čas za digitalno razstrupljanje, sicer pa to je res fajn. Gremo naprej, naslednja zadeva, kaj nam je še ostalo, še nekaj stvari, za vsaj 30 dni lahko izločite sladkor, pa kdaj se lahko zbujate in tale izziv, ki ga lahko naredite pa ta trenutek, greste na uresničizeljo.si, torej uresničiželjo.si in nekaj ljudem uresničite željo. Kaj več pa bo povedala moja današnja gostja. Evo, kar izvoli, ki je pravzaprav pobudnica tega krasnega projekta. Mene je pravzaprav, se me je zelo dotaknilo, kakšne stvari si ljudje želijo. Mislim,
ne predstavljaš si, wow, nekaj tako majhnega lahko nekomu spremeni. Življenje, ne? Celo življenje pravzaprav. Res je. Dej nam povej zelo konkretno, kako to deluje. Torej, grejo na spletno stran uresnici-zeljo.si, kaj pa potem? Ja, je zelo enostavno v resnici. Tam so želje opisane, poleg so zgodbe o želji, točno te zgodbe, ki so se tebe tako dotaknile. In potem samo kliknete, želim uresničiti to željo, dobite podatke od socialnovarstvenega programa, ki je pač oddal to konkretno željo, in potem uresničite to željo, lepo zapakirate darilce na takle način in ga pošljete. Zdaj v teh časih korone najbolje kar po pošti kot paket, je pa tudi možnost oddaje osebno pri nekaterih organizacijah, ne pri vseh. Super. Zdaj, danes je že 25. ne, ta veliki dan. Lahko še pošiljamo darila? Lahko še. Pač v Sloveniji imamo to srečo, da imamo 3 dobre može, se pravi Miklavža, Božička in Dedka Mraza, tako da je možno tudi še za Dedka Mraza. Kaj pa pol 15. januarja? Takrat je pa še pravoslavni Božič. Tudi velja? Takrat pa žal ne. Mi imamo to akcijo zdaj do konca decembra, smo pa dobili toliko pozitivnega odziva, ne samo od uresničevalcev želja, se pravi tistih Slovencev in Slovenk, ki so se odločile izpolniti želje, ampak tudi od novih prostovoljcev, ki so se nam pridružili tekom zadnjih 2 mesecev, ko smo delovali, da razmišljamo, da bi mogoče delali še kaj v prihodnosti. Pač ne v smislu obdarovanja decembrskega, ampak kaj drugega. Je pa še v idejni fazi. Tako da, če so še kakšne dodatne ideje, lahko tudi pišete, ni problem. Podpiramo, vsekakor podpiramo. Fantastično se mi zdi, da počnete vse to in da nudite. Ampak kje dobite te zgodbe? Kje dobite dejansko te ljudi, ki se tako odprejo in povedo, kakšna je njihova zgodba in kaj bi si želeli? Ja, mi smo v bistvu že v začetku se odločili, da, ker imamo v Sloveniji že super veliko teh krasnih akcij, kot so Božiček za en dan, 3 zimski botri in tako naprej, ki se fokusirajo predvsem na otroke, da se mi fokusiramo na odrasle. In smo potem kontaktirali večino socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira ministrstvo, in potem so se tam vodje programov odzvale. Se pravi, oni so bili potem tisti, ki so zbrali te zgodbe od svojih uporabnic in uporabnikov. So pa zelo raznolike, zato so tudi želje zelo raznolike. Ene so malo manjše, ene so malo večje, zato ker je pač normalno, da se pač, ne vem, mamica v materinskem domu ali pa ženska v varni hiši ali brezdomec ali brezdomka, pač imajo zelo različne potrebe in želje. Ne? In pač te želje so tudi ta neka dodana vrednost za nas. Da pač ni to samo neko darilo, generično, ampak je pač osebno, res to, kar si želijo, to, kar bo njim naredilo neko spremembo. Ne darilni paket, ne vem kašen, ker tak se sam prah gor nabira, ne? Tako nekako, ja. Sploh takrat, ker njim, mislim, predvsem pri brezdomcih in tistih, ki si lahko privoščijo manj, nam je bilo zelo pomembno in tudi en razlog, zakaj smo podaljšali akcijo, ker njim ni nekaj naravnega se nekaj zaželeti. In tudi v prvem pozivu niso vsi oddali svoje želje. Se pravi, mogoče dejansko živijo v tem svetu, modelu sveta, da je svet zelo krut, da tako in tako niti nimajo tega privilegija, da bi si lahko nekaj zaželeli, in to je pravzaprav reprogramiranje, ne? Na nek način, ja. Predvsem tudi iz lastne izkušnje, pač, ker ne vem, zadnjih 5, 10, 20, kakorkoli let, pač niso bile uslišane njihove želje in pač nimajo niti pričakovanja, da bi bilo to možno, ne. In pač je bilo zelo lepo videti odziv od tega, recimo, prvega dobrega moža Miklavža, ko so potem nekatere organizacije nas ponovno kontaktirale, če lahko dodatno oddajo želje, ker zdaj, ko so videli, ne, od svojih kolegov in kolegic, da so pač nekateri dejansko dobili izpolnjene te želje, so si zaželeli, mogoče pa lahko tudi jaz, ne, mogoče pa lahko jaz tudi upam na nekaj več. Ne. Tako da pač se gre tukaj za dvojni učinek. Jaz sem letos že napisala pismo starostnikom v domovih, tudi ta akcija je bila od Deosa in smo tudi spodbudili gledalce, mislim, da tudi še vedno lahko, ampak se mi zdi, da glih v teh časih pa temu skrb stopiti na takšen način. Tako, ja. Jaz sem tudi letos seveda obdarila svoje bližnje, ampak ti moram povedati, da imajo polno rit vsega, tako da sem zelo težko našla neke stvari, nočem pa kar nekaj podariti, ne. Želim, da jim to pride prav, ne.
da ne podarijo tega naprej iz neke obveze, ker to namreč jaz tudi delam. Priznam. Vsi delamo. Ok, super, nisem Večina vsaj. Tukaj pa dejansko nekomu lahko, mislim, krasna priložnost. Torej, uresnici željo.si, uresniči željo.si. Jaz naredim to že iz sebičnih namenov, ker jaz se tako dobro počutim. Ker meni nihče ne more dati nič takega, kar bi mi tukaj pomenil, ker imam tudi jaz polno rit vsega, ne? Kot recimo tem ljudem, ki jim pa lahko res nekaj pa bistveno spremeni. Tako da, krasno. Veš kaj, me pa zanima, kaj si pa ti želiš? Kaj si pa jaz želim? A si slišala prej, ko sem govorila o življenjskih izzivih? Aha, jaz sem drugače pomislila, jaz sem že enkrat razmišljala o tej žerjavici, da bi to mogel biti enkrat izziv. Tako da sem imela plan po oddaji vprašati, kdaj je tvoj rojstni dan, da imam pač datum v koledarju, ker drugače se nič ne zgodi, če ni datuma v koledarju. Ja, se povsem strinjam. Evo, tam konc maja, začetek junija, tako da no, super, bo že poletje, recimo vsaj začetek. Kaj pa sicer, kakšen življenjski izziv je bil pa zate, recimo, tak, ki si ga uresničila? Se pravi, moj osebni, ne v smislu pobude. Verjetno je bila tudi ta pobuda eden izmed teh stvari. Verjetno si začutila v sebi, da hočeš nekaj dati več, da hočeš nekaj narediti za množice ljudi, ne samo zase. Ja, točno to. Bilo je veliko lažje, ker se je zbrala ena ekipca, ki je bila pripravljena to delati. In potem se je kar nekako odvilo. Jaz pač to akcijo poznam iz Avstrije od svojih kolegov in mi je bilo zelo všeč. Oni delajo letos 4. leto in sem že lani sanjala, da bi jo pač pripeljala v Slovenijo in zdaj letos nam je dejansko uspelo. V bistvu bistveno boljše, kot smo pričakovali. Nismo mislili imeti, pričakujemo tam okoli 500 želja vse skupaj že prvo leto. Tako da smo navdušeni nad odzivom, ker je bil pač tako dober odziv in od organizacij, ki pač imajo očitno letos tudi dodatno potrebo, ker pač podjetjem je šlo malo slabše, ker pomeni jim je težje najti donatorje, ne? In pač zagotoviti neka čim bolj ostričujoča darila za svoje uporabnike. Super. In potem ste to tako zapletali, da je to vse tako super. Česa pa ne recimo pošiljati? Obstaja tudi tak seznam? Definitivno ne pošiljati rabljenih stvari, ker smo dobili tudi nekaj vprašanj v smislu, veliko ljudi si zaželi tudi neke tekstile, nove predvsem, sploh če pač vedno dobijo iz druge roke neke obleke in pač veliko pomeni, da imajo nekaj svojega, da pač je res novo in njihovo kot prvi uporabnik. Ne? Ja, krasno! Jaz pa zmer kupujem rabljena oblačila, ker nimajo več kemije gor. Tako da, fajn, ne? Zdaj pa nove lahko damo njim, pa mi nazaj dobimo. Točno tako, ja. Ne, ker smo dobili res precej pobud, v smislu, pa imam ogromno, ne vem, doma bul zimskih, ne vem česa, super. Pač dajte jih donirati pač organizacijam, ker mi nimamo skladišča, mi smo posrednik, mi smo tukaj nekako povezovalec med organizacijami in ljudmi, da pač omogočimo tudi ljudem, da direktno uresničijo neke želje, ne? Ker pač vedno imamo te dileme, ja, in potem doniram pač nek denar in ne vem, kaj se zgodi s tem, ne vem, komu gre. Tukaj pač konkretno izpolnite neko željo, pošljite paketek in točno veste, da je pač šlo to direktno v prave roke in da ni bilo tukaj noben košček tega šel v napačne namene. Ne? A je kdo napisal, da si želi 100 evrov? Ne, nismo sprejemali takih želja. Tudi kdo je napisal, da si želi darilni bon za Miller, smo rekli, prosim lepo, zamislite se, kaj bi. Ali bi kremo za obraz, ali bi, ne vem. Se mi zdi, da je to tak en pritisk. Imaš občutek, ne, moja želja je butasta. Moja želja je pa čist butasta. Zaradi tega, ker, mislim, jaz imam tudi letos za dedka Mraza recimo neko mogoče majhno željo, pa se mogoče enemu zdi, to je pa res neumno, ampak poanta verjetno je, kar ste se vi lotili v temu doživljanju izpolnjene želje. Ne toliko, da nekaj dobi materialnega, ne? Definitivno. Tudi v smislu tega, da je pač nekomu mar od posameznikov, se pravi, če oni dobijo darilo od organizacije, kateri pripadajo ali donatorje, je to čisto drugačen občutek, kot da ne eden od sodržavljanov pač želi izpolniti to tvojo željo. Ne? Ja, logično. Sploh tistim, ki so res na robu družbe, ker velikokrat se gre za ravno pripadnike teh najbolj izključenih skupin. Torej, nova obleka, lak za lase, karkoli je, piše dejansko. Piše dejansko, ja. A oni, ki to dobijo, vejo, da je to od nas? Vejo, da je od nekega posameznega prišla, ne vejo pa točno od koga. Zdaj pa, če imate pa možnost
pač mi tukaj nič ne omejujemo. Tukaj imate željo, ki želimo, da jo Jedilnik. izpolnite, lahko pa poleg date neko vizitko, napišete nekaj zelo osebnega, karkoli si želite, in se podpišete spodaj. Tukaj pač ni prepovedi v tem smislu. Pa če imate to pregledujete željo. recimo darila, ker ta pisma, ko so se pošiljala starostnikom oziroma voščilnice, so oni pregledovali, da so malo sfiltrirali. Vi pregledate, kaj je v paketu, ali ste v želji, da... Mi ne pregledamo, imamo tudi drugačen sistem, ne zbirajo se na posameznih lokacijah po Sloveniji, ampak gre darilo res direktno organizacijam. In zdaj letos toliko ali toliko pregledovanje nekako pride spotoma, ker večina naših uresničevalcev in uresničevalk želja v resnici kupi darilo na spletni trgovini in potem pošlje kar direktno na naslov organizacije in potem oni toliko ali toliko odprejo paketek in včasih morajo celo 2 različne stvari zložiti. Ja, in smo se zmenili z njimi, da bodo oni zavijali darilo. Tako da vsem dobijo pač lično zavit paketek, so pa prevzeli to organizacijo oziroma jim pošljemo prostovoljce, kolikor je to preveč za njih. Letos je drugačno, ne? Letos je vse drugače, ampak se mi zdi, da smo se hitro prilagodili tudi temu. Predvsej, ja. Precej. Mislim, nismo imeli velike izbire, ampak Ja, smo. smo. Odlično. V tem času vas mi vabimo, da tudi sebi postavite kakšen cilj, kakšen življenjski izziv. Dajmo še enkrat pogledati, kaj smo vam pripravili. Mi smo vam dali tudi en tak jedilnik. In sicer, da bi prehodili vsaj mogoče kakšen del Jakobove poti v Sloveniji, torej, da se sprehodite po Žerjavici. Moja sogovornica danes bo vsekakor šla z nami, je rekla, da se naučite mogoče meditirati, skočite s pečine na kamenjaku, a to bi? Višine me je večkrat strah. Mislim, ne bi se zavezala, bom razmislila. Boš razmislila. Ja. Kaj še Težje. imamo? Kaj še imamo? Torej, poleg tega, da skočite s pečine, kaj še, da si privoščite vikend, teden ali pa mesec digitalnega detoksa. Kaj pa to? To pa lahko, ja. To sem že malo prakticirala v prvem valu, kakor je šlo, pač zaradi službe deloma, pač mora človek tudi malo uporabljati digitalne medije, ampak ja, to mi je veliko bližje, to bi šlo. Koliko časa si? Za še en dan? Ne, dejansko pač social media sem se kar izogibala. No, ampak še vsem si uporabljala telefon pa televizijo. Ne, televizije toliko ali toliko ne gledam, pač sem uporabljala telefon in sem uporabljala pač Skype in druga ta orodja to za ni komunikacijo s digital sodelavci. detox, Ja, ne, saj ne, pravim, ne, saj pravim. Treba tako službo najti. Čist stran je treba dati, ne? Ja. Čist stran. Bi bilo luštno. Vse za nedeljo, recimo ob nedeljah, ne, si rečemo. Ja, to bi šlo. To bi šlo, ne? Ja, to ni problem. To bi šlo. Evo, in poleg digitalnega detoksa si lahko postavite tudi izziv. Seveda ne, če vam je 3 ure veliko, pa ajde pa 3 ure. Da berete, torej leaders are readers, en tak fajni moto, torej da berete. Koliko knjig si letos prebrala? Letos nadpovprečno moram priznati, pomagala korona zelo. Zakaj bi pa to lahko bilo tako? Ja. To pa res ne vem. Koliko si jih pa prebrala? Zdaj moram kar malo prešteti. 10, več ali manj? Ne, tam okoli 10. Okrog 10. Ja, do zdaj. Ja. Super. Fajn. In poleg tega, da lahko tudi sami preberete kakšno dodatno knjigo, za 30 dni izločite sladkor. To se vam na današnji dan zdi zelo mamljivo, ne? Predvsem za 1.1. In naj vam povem, da imate na klepetobkavi.si pod kategorijo brezplačno dejansko cel protokol 30-dnevnega izziva brez sladkorja. Torej in recepte in kako greste čez in kako se pripravite. Tako da, evo, tale izziv bo vsekakor odličen. In pa še tale, da se en mesec zbujete ob 5. zjutraj in hodite spat ob 21. uri. Bo šlo? Bi šlo? Vstajanje, ja, ob 21. uri iti spat je meni bistveno težje, iskreno. Ja. Pa se pa moraš ob 3 zbuditi, da boš lahko šla ob 9 spat. Ja, mogoče. Mogoče. Mislim, vstajala sem tudi precej letos, ampak ni mi uspeli tako zgodaj spati. Tako v 10, pol 11. 9 mi je res zgodaj. Odlično. Imamo prostor za improvement. In pa kot 10. točko smo dali seveda uresniči željo. Torej, uresnici željo.si, preverite spletno stran in podarite nekomu nekaj. Verjemite mi, tudi sami boste podarili res lepe, krasne občutke. Jej!